Haleluja, dober je vsak dan začeti dan z Bogom in potem hoditi naprej z Bogom. Smo v 45. točki Jezusovih zapovedi, ki pravi pazi in moli. Matej 26:41. Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno. Se pravi, ko mi razumemo, da je naš duh voljan in da v bistvu naš naravni človek je tak, je slaboten, ki ga dol vlečejo zemeljske stvari, poželenja mesa in skušnjave hudiča, pa ne bomo hoteli več zamujati našega časa z Bogom. Bomo vedeli, da rabimo čas z Bogom, da brez tega se nam nič dobrega ne bo zgodilo. In v bistvu, če nimaš časa, glih takrat ne zapusti svojega časa z Bogom. Zato moramo doživljati Božjo moč, ker Božja moč je ta, ki nas osvobaja zla, ki se vsak dan bližamo Bogu. Še posebej takrat, ko se počutimo slabotne in nagnjene k skušnjavi. Haleluja, dajmo ga slaviti. En del, velik del molitve je slavljenje. Jaz dostikrat, če se čutim ful pod napadom in moje molitve, kada nikamor ne pridejo više od stropa, ena stvar je, da molim v jezikih, ampak druga stvar, ki je pa tudi ful močna, je pa slavljenje, da pa začnem slaviti. Jaz te povem, posebej, če imaš demonske napade, začni slaviti Jezusa. Jaz si dam včasih samo radio.sprem.si in da špila krščanska muzika, ki slavi Boga. In takoj pridemo v atmosfero, ki je nad atmosfero, ki mene napada. Jezus je rekel, pazi in moli. Mož bdeti, ne duhovno spati. Pazi in moli. Se pravi, bod pozoren, glej stvari, ki se dogajajo. Kad ti vidiš okoli sebe v duhovnem svetu, kaj se dogaja, to pomeni, da si čuječ. To pomeni, da spremljaš vse, kar je okoli tebe, da lahko pravilno odreagiraš in v bistvu veliko nesreč si prišparil. Veliko nezgod se ti ne bo zgodilo. Zakaj? Ker si že prej molil. En moj duhovni oče je rekel, da živi, ne vem koliko, zdaj sem pozabil, ampak 10, 15, 20 let pred tem, kjer je zdaj. Zakaj? Ker moli svoje življenje v obstoj, že leta vnaprej. To, ko mu Bog kaže, je že odmolil vnaprej. In zdaj hodi v tem, kar je pred 10 leti molil, in zdaj moli že za naprej. Hvala ti, Oče, ne bo ta duh molitve v nas, da razvijamo oseben odnos z Bogom, da nam je posebej vreden čas, ko smo s tabo, da vsak dan, da imamo en čas, en trenutek v svojem življenju, oziroma več takih trenutkov, ampak da se vsaj enkrat na dan res srečamo s tabo. Da ne preživimo dneva, da nismo bili v tvoji prisotnosti. Haleluja. Oče, ne bo oltar molitve, osebnega odnosa z Bogom vzpostavljen v vsakem srcu, v vsakem domu, v vsaki družini, na vsakem delovnem mestu. V imenu Jezusa.